Pozdravljeni! Minule dni so v Ormožu zaznamovali trije pomembni dogodki. Prvi je bil posvečen zaposlenim v vzgoji in izobraževanju. Kolektiv ravnateljev občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je namreč ob svetovnem dnevu učiteljev pripravil slovesnost, kjer so podelili priznanja, plaketo in nagrado doktorja Karla Oswalda. Kolektiv ravnateljev Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je tudi letos pripravil slovesnost, na kateri zaslužnim v vzgoji in izobraževanju podelijo priznanja doktorja Karla Oswalda. Podelili so 16 priznanj za 20 let dela v vzgoji in izobraževanju, eno za 30, 5 za 40 ter plaketo za uvajanje in razvijanje novosti v pedagoški praksi, ter nagrado za življenjsko delo v vzgoji in izobraževanju. Tako so najprej podelili priznanja za 20 let. Prejeli so jih: Irena Bezjak, Osnovna šola Velika Nedelja. Valerija Gregorin Magdič, Osnovna šola Sveti Tomaž. Vesna Javšovec, vrtec Ormož. Igor Kavčič, Osnovna šola Ormož. Aleksandra Kociper, Osnovna šola Ormož. Alenka Korpar, Osnovna šola Velika Nedelja. Andreja Koščak, Osnovna šola Miklavž pri Ormožu. Mateja Majcen, Osnovna šola Velika Nedelja. Matejka Majcen, Osnovna šola Velika Nedelja. Mihaela Meško, vrtec Ormož.
Gospa Meško se je tudi opravičila. Marko Skok, Osnovna šola Velika Nedelja. Andreja Špacapan, Osnovna šola Središče ob Dravi. Darko Špacapan, Osnovna šola Ormož. Tina Turin Puklavec, Osnovna šola Ivankovci. Eva Turkl, Osnovna šola Velika Nedelja. In kot zadnja, ki se je tudi opravičila, Andreja Žnidarič, Osnovna šola Velika Nedelja in vrtec Podgorci. Priznanje za 30 let dela v vzgoji in izobraževanju v letu 2021 bi prejela, a se je opravičila, Marija Horvat iz Osnovne šole Velika Nedelja in vrtca Podgorci. Priznanje za 40 let dela v vzgoji in izobraževanju v letu 2021 prejme Milena Črček, Osnovna šola Ormož. Prav tako Herman Prejac, Osnovna šola Sveti Tomaž. Priznanje ob upokojitvi in za 40 let dela v vzgoji in izobraževanju v letu 2021 prejmejo Franc Pfeiffer, Osnovna šola Miklavž pri Ormožu. Irena Kupčič, Osnovna šola Velika Nedelja in vrtec Podgorci. Irena Skok Mojsilović, Osnovna šola Velika Nedelja. Priznanje za dolgoletno delo v vzgoji in izobraževanju ob upokojitvi v letu 2021 prejmejo Zijada Petek, Osnovna šola Ormož. Štefanija Šalamija, Osnovna šola Sveti Tomaž. Stanka Špindler, vrtec Ormož. In Franc Štuhec, Glasbena šola Ormož. Sedaj bomo podelili plaketo dr. Karla Osvalda,
Plaketa se podeli za izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju vzgoje in izobraževanja. In za leto 2021 jo prejme Tatjana Majdič iz Osnovne šole Ivanjkovci. Obrazložitev se glasi takole. Kot učiteljica slovenščine se je v svojih prvih delovnih letih ukvarjala s kulturo, na začetku z ravnateljem Danilom Vrancem v lutkovni dejavnosti. S predstavo Sovica Okica Svetlane Makarovič je dosegla najvišje državno priznanje in leta 1982 so z njo nastopali v Cankarjevem domu in po vsej Sloveniji. Pred 30 leti je začela z lutkovnim krožkom v Osnovni šoli Ivanjkovci, ki je prerasel v dramski krožek. Vsako leto je režirala predstavo, skupaj jih je bilo 27, z nekaterimi je bila občasno na občinskih pa tudi področnih tekmovanjih. Krajše predstave je pripravljala še za Društvo prijateljev mladine Ivanjkovci o prihodu dedka Mraza in obdaritvijo predšolskih otrok. V šoli je sodelovala pri razvijanju metode raziskovalnega dela. Učenci so raziskovali kulturne običaje in druge teme, za katere je prejela srebrna in zlata priznanja na državnem nivoju. Za nadarjene učence je skupaj s strokovno sodelavko pripravljala bralni klub, kjer so skupaj z izbirnim predmetom astronomija pripravili Noč pod zvezdami. Sodelovala je na mnogih literarnih razpisih, kjer so učenci dosegali tudi državna priznanja. V sklopu dodatnega dela je prevzela zbiranje literarnega in likovnega gradiva, lektoriranje in izdajanje šolskega glasila Trsek. Na začetku je bil šolski časopis pravi podvig, saj se je tiskal s pomočjo razmnoževanja z matricami in ciklostilom. Danes je časopis tudi na spletu. Tatjana Majdič je sodelovala kot članica tima v projektu Bralna pismenost. Njena izvirna metoda za dvig bralne pismenosti je Gremo v kino. Projekt je povezal vse učence šole, učitelje in starše, skupaj so si ogledali film na temo bralne pismenosti ter obiskovali gledališča in kulturne ustanove. O tem je nastal tudi strokovni članek. Vsako šolsko leto organizira šolsko pretekmovanje za prijavo na male sive celice. Najvišji uspeh je bil sodelovanje v 8. tekmovanja na RTV Ljubljana, ko pa je obstajala še igra abeceda, so 3 učenci postali zmagovalci in za nagrado obiskali Benetke. Ob 120. obletnici Osnovne šole Ivanjkovci je pripravila program in v spremljajoči publikaciji objavila članek Prvo berilo, kjer je povzela zgodovinski razvoj prvih beril na Slovenskem. Aktivno je sodelovala pri izvedbi mednarodnega simpozija v Ivanjkovcih, posvečenega rojaku Francu Simoniču ob obletnici njegove smrti in za to srečanje pripravila eno prvih multimedijskih proslav. Poleg rednih izobraževanj svojega profesionalnega in gledališkega področja je širila svoja obzorja na izobraževanju v tujini, tako je s kolektivom obiskala mnoge evropske države in šole ter neposredno spoznavala njihovo pedagoško prakso in se udeležila sprejema na mnogih slovenskih ambasadah v tujini, kjer so ta način izobraževanja pohvalili. So še zapisali v kolektivu Osnovne šole Ivanjkovci z ravnateljico Nado Pignar. In Komisija za podelitev nagrad, plaket in priznanj v vzgoji in izobraževanju je soglasno potrdila, da plaketo dr. Karla Osvalda za uvajanje in razvijanje novosti v pedagoški praksi za leto 2021 prejme Tatjana Majdič iz Osnovne šole Ivanjkovci. Za leto 2021 so podelili tudi ena nagrada dr. Karla Osvalda za življenjsko delo in za izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju vzgoje in izobraževanja. Prejme jo
Sonja Kosi iz Osnovne šole Središče ob Dravi. Sonjo Kosi, učiteljico razrednega pouka na Osnovni šoli Središče ob Dravi, predlagajo za nagrado Karla Osvalda za življenjsko delo zaradi dolgotrajnega uspešnega dela v vzgojno-izobraževalnem procesu z učenci in starši prve triade, vnašanja novosti v pouk, nadpovprečno uspešnega delovanja na področju lutkovne dejavnosti, aktivnega pripravljanja in sodelovanja na področju proslav, odličnega timskega sodelovanja in dobrega sodelovanja s krajem. Sonja Kosi je vse od leta 1987 poučevala prvi razred v 8-letki, od leta 2003 poučuje prvo triado v 9-letki. Predlog za prejem nagrade je ravnateljica Jasna Munda obrazložila še takole. Sonja Kosi sprejme izzive sodobne šole ter išče vedno boljše metode in oblike dela z učenci. Delala je po različnih programih, sodelovala v projektih opisno ocenjevanje v nižjih razredih osnovne šole, bralna pismenost, formativno spremljanje, mednarodni projekt Pasevček, projekt Ekošola. Od leta 1987 zelo uspešno vodi lutkovni krožek. Vsako leto se udeležuje lutkovnih srečanj. Sodeluje na medobmočnih srečanjih lutkovnih skupin Ormoža, Ptuja in Slovenske Bistrice. Udeležuje se tudi seminarjev z področja lutkovne dejavnosti. Bila je mentorica mnogim študentkam in pripravnicam, pa tudi učenkam pri raziskovalni nalogi na srečanju mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije. Večkrat je bila vodja aktiva učiteljic razrednega pouka, pa tudi vodja aktiva opisnega ocenjevanja. Objavila je članke v zborniku šole, pripravljala je tudi prispevke za občinsko glasilo Sredica ter program za šolske in javne prireditve v kraju. Sonja Kosi je sodelovala kot mentorica učencem na številnih likovnih in drugih natečajih, naj jih omenim le nekaj. Zdravi zobje, lep nasmeh, prostovoljček Rdečega križa z gibanjem in zdravo prehrano do zdravja, naravne in druge nesreče, suša, sodelujem, svet oblikujem, zavihajmo rokave za lepšo šolo ter otroci za varnost v prometu. Opravljala je strokovno delo ocenjevalke pri zunanjem preverjanju znanja ter pripravljala učence na tekmovanja v znanju matematike, naravoslovja in na Cankarjeva tekmovanja. Redno se je udeleževala študijskih skupin za razredni pouk in številnih strokovnih in profesionalnih usposabljanj. Od leta 1998 do 2002 je bila vključena v program za izpopolnjevanje učiteljic in učiteljev za delo v prvem razredu in se tako dodatno usposobila za delo v 9-letni osnovni šoli. Pogumno in zelo uspešno se je spopadla z uporabo sodobne informacijske tehnologije in e-gradiv, ki jih je s pridom uporabljala tudi pri izobraževanju na daljavo. Samostojno opravlja delo brez pomoči in brez potreb po preverjanju, so še zapisali. Komisija za podelitev nagrad, plaket in priznanj v vzgoji in izobraževanju je soglasno potrdila, da nagrado dr. Karla Osvalda za življenjsko delo in za izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju vzgoje in izobraževanja za leto 2021 prejme Sonja Kosi iz Osnovne šole Središče ob Dravi. Svetovni dan učiteljev obeležujemo od leta 1993. Ta dan je priložnost, da izrazimo učiteljem priznanje za njihovo pomembno vlogo v izobraževanju in pri razvoju družbe. Na Ormoškem so priznanja dr. Karla Osvalda letos podeljevali 10.
Minuli petek je osnovna šola Ormož obeležila 120 let slovenske šole na Hrdeku. Slovesnost je predstavljala sprehod skozi zgodovino šole na Hrdeku in šolstva v občini Ormož in nastop vseh šolarjev. Proslava ob 120-letnici osnovne šole na Hrdeku je potekala v športni dvorani. Pred začetkom slovesnosti je goste s svojim nastopom pozdravil pihalni orkester glasbene šole Ormož, kar je le še podkrepilo slovesno vzdušje in najbrž nemalo nostalgije. Zidovi hrdeške šole zagotovo skrivajo nešteto šolskih zgodb, ki so jih pletle številne generacije domačinov. Slovesnost v petek je predstavljala sprehod skozi zgodovino šole na Hrdeku in šolstva v občini Ormož ter nastop vseh šolarjev. Vseh 9 razredov je namreč pripravilo svoj nastop, za konec pa je ob spremljavi gimnazijskega benda zapel še pevski zbor, ki je bil sestavljen iz šolskega mladinskega pevskega zbora in učiteljev. Uvodoma je zbrane pozdravil ravnatelj Aleksander Šterman. Naše mesto Ormož ima nešteto obrazov, ki jih vsak, ki ga pozna ali se z njim spozna, vidi drugače. Vsi pa smo ponosni na njegovo zgodovino in dolgoletni razvoj. Tako je tudi z našo šolo, saj vstopa v svoje 121. leto obstoja. Njeni začetki segajo v daljno leto 1901, ko so na Hrdeku odprli slovensko šolo, čeprav je nova zgradba nemške šole obstajala že leto poprej. Od leta 1900. Od davnega leta 1901 se je ogromno spremenilo. Šola je skozi ves ta čas delovala v različnih državah, različnih političnih in šolskih sistemih. Tablice in kamenčke so zamenjali računalniki, internetna povezava, sodobne učne tehnologije, metode in oblike poučevanja. Svet se naglo spreminja, prav tako se z njim mora spreminjati tudi šola. Nekaj pa obstaja. Osnovna šola Ormož ostaja temeljna nosilka znanja in kulture v kraju, saj je to osnovna potreba vsakogar in vsakega naroda, tudi našega, slovenskega. Ves ta čas slovi osnovna šola Ormož kot dobra šola, saj daje učencem mnogotera znanja in veščine, ki jih potrebujemo za kompetentno odraslost. Tako se je skozi dolga leta na šoli zvrstilo veliko generacij učencev, ki so na različnih področjih dosegali vidne uspehe, bili so in so uspešni na različnih poklicnih področjih. V šolskem letu 2021-2022 je na šoli zaposlenih 57 delavcev, od tega 41 strokovnih delavcev in 16 administrativno-tehničnih delavcev. Vpisanih je 373 otrok od 1. do 9. razreda. Razen drugi razred, ki je enooddelčni, so vsi drugi dvoodelčni. Osnovna šola Ormož je zdrava šola, ekošola, kulturna šola, šola, ki spodbuja branje v projektih Rastem s knjigo, Naša mala knjižnica in Knjigobežnica. Šola, ki spodbuja gibanje tudi med poukom skozi projekta Veseli otroci in razširjen program. Šola, v kateri imajo učenci na razpolago vsak dan sveže sadje skozi shemo šolskega sadja, kjer učenci spoznavajo različnost med nami skozi projekt Z roko v roki, kjer se učenci družijo z vrstniki iz osnovne šole s prilagojenim programom. Skozi projekte Policist Leon, Otroška varnostna olimpijada in Kaj veš o prometu, učence seznanjamo s pomenom skrbi za lastno varnost. Naša prizadevanja smo usmerjali in usmerjamo v kakovostno delo na učnem in vzgojnem področju, v razvijanje vzdušja strpnosti in veselja do dela in življenja. Veliko skozi zgodovino uspešnih posameznikov, ki so svoje osnovnošolsko obdobje zaključili v osnovni šoli Ormož, zdaj to tudi dokazuje. Kljub svojim 120 letom je šola še vedno zelo živa, otroško razposajena in polna mladostne energije. Iz preteklosti črpamo pomembne izkušnje za snovanje sedanjosti in hkrati zremo v prihodnost. Kritično razmišljanje, timsko delo, ustvarjalnost, empatija, segrevanje ozračja
trajnostni razvoj, raziskovanje, skrb za okolje so samo nekateri od izzivov, ki nas čakajo, nas in naše učence v prihodnosti. Mnogi poklici staršev in starih staršev počasi izumirajo, hkrati pa se razvija veliko nam danes še neznanih poklicev, ki jih bodo opravljale generacije današnjih osnovnošolskih otrok v prihodnosti. Prav zaposleni v vzgoji in izobraževanju bomo pomembno vplivali na pripravljenost sedanjih generacij otrok na soočenje z izzivi prihodnosti. Uspešnega dela šole si ne predstavljam brez odličnega sodelovanja šole s starši. Prav v tem tednu smo ponosno otvorili nova igrala, ki dokazujejo, da smo v tem zelo uspešni. Saj s skupnimi močmi zmoremo ustvariti boljše, bolj ustvarjalno in spodbudno okolje za odraščanje generacij otrok. Izredno veseli smo dobrega sodelovanja z občino Ormož, saj se celotna občinska uprava z županom gospodom Danijelom Vrbnjakom na čelo nenehno trudi za posodobitev in razvoj šole. Razumevanje potreb šole in dobro sodelovanje so vidni na vsakem koraku v šoli. Energetsko sanirana stavba šole, prenovljena telovadnica, kuhinja in jedilnica, prenovljena knjižnica, računalniška učilnica, učilnica naravoslovja so le nekateri pokazatelji, da občina prisluhne potrebam šole in ves čas zagotavlja ustrezne materialne pogoje za kvalitetnejše delo v prostorih šole. Skozi financiranje dodatnih programov zagotavlja učencem tudi visok standard, saj omogočamo fakultativni pouk nemškega jezika v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, športne dejavnosti, varstvo vozačev v jutranjem in popoldanskem času, vsem učencem omogočamo plavalno opismenjevanje v bazenu gimnazije Ormož. Ves čas odlično sodelujemo tudi z lokalno skupnostjo. Povezujemo se z različnimi organizacijami in društvi v kraju, s katerimi skupaj organiziramo dogodke za učence, starše in krajane. Naše poslanstvo bo tudi v prihodnje razvijati radovedne, kritične, edinstvene in neponovljive posameznike s širokim znanjem, ki so odgovorni do sebe, sočloveka in okolja. Naša prizadevanja bomo usmerjali v kakovostno delo na učnem, vzgojnem področju, razvijali bomo vzdušje strpnosti in veselja do dela in življenja. Na koncu bi izrazil posebno zahvalo vsem nekdanjim in sedanjim delavcem šole, ustanovitelju občini Ormož, zunanjim inštitucijam in posameznikom, ki so in še kakorkoli pomagajo šoli v teh 120 letih uspešnega delovanja. Širše delovanje šole in sodelovanje z lokalnim okoljem je v svojem nagovoru izpostavil tudi župan Danijel Vrbnjak, ter se šoli zahvalil za sodelovanje in prispevek k splošnemu ugledu občine. Spregovoril je tudi državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orjehovac. Med drugim je spomnil na obdobje šolanja od doma in se strinjal, da je čas karantene bil težka preizkušnja tako za šolarje kot učitelje. Slovesnosti so se udeležili mnogi bivši učitelji, bivša ravnatelja, ravnatelji drugih šol v okolici, bivši učenci, direktorji javnih zavodov v občini, poslanca Jani Ivanuša in Aljaž Kovačič, poslanka Mojca Žnidarič ter Irena Kumer, predstojnica območne enote Zavoda za šolstvo v Murski Soboti in doktorica Milena Kernl, predstojnica območne enote Zavoda za šolstvo Maribor. Delovanje šole so skozi čas zaznamovali ravnatelji. Kar 33 let, vse od leta 1980 do leta 2013, je osnovno šolo Ormož vodil dr. Bojan Burgar. Bil je priča različnim spremembam v šolstvu. Gre namreč za dobra 3 desetletja v teku 120 let. Poglejte, tako kot celotna družba se je spreminjalo tudi šolstvo. Šolstvo je neki utrip družbenega okolja in družbenega življenja in dogajanja sploh. Tako kot se je spreminjala družba, se je spreminjala šola, vendar
vedno znova smo se morali prizadevati, da smo ohranili tiste ključne vrednote, ki so se nam zdele, da je prav, da jih dobijo mladi in da jih ponesejo seboj od danes do jutri. No, vi ste nadomestili katerega ravnatelja pravzaprav? Ja, jaz sem bil naslednik, bil sem naslednik gospoda Zidariča. To je bilo 1980. leta, v letu, ko sta se osamosvojila osnovna šola Stanka Vraza in vrtec. Tako da je v osnovni šoli Ormož v tem letu ostala centralna šola z 3 podružnicami, Ivenkovci, Ravneč in Hum. Zgodovino šol, podružničnih šol poznamo, danes smo pa veliko slišali tudi o zgodovini centralne šole Ormož. Veljalo se je prilagajati in stopiti v korak z novimi izzivi ter z novimi razmerami. Poglejte, težko danes reči, kaj bi dodal in kaj bi odvzel. Čas je dal, čas je vzel in čas vedno znova prinaša nove stvari. Mogoče si leta 80 nismo predstavljali informacijske tehnologije v takem obsegu, kot jo imamo danes. Nekoč je pač bila tabla in kreda sporočilno sredstvo, danes vemo, da je to računalnik, da so to različni drugi pripomočki in vse to nam daje čas. In seveda, čas in tehnologija gresta skupaj. In če želimo biti dobri sopotniki, moramo se znati prilagoditi in s tem živeti. Jaz osebno moram reči, da sem bil kar precej časa precej vzdržen do tehnologije, do nove informacijske tehnologije, ker še vedno trdim, da otrok mora spoznati abecedo, številčni sistem, da mora spoznati lepo slovensko besedo skozi dialog, skozi neposredni stik s človekom, učiteljem, ki mu da poleg tega tudi vse tisto, kar računalnik ne daje. Šolstvo, načini poučevanja in pričakovani rezultati šolarjev se iz leta v leto spreminjajo. V kakšni meri se je vse to spremenilo, recimo v zadnjih 50 letih, je bilo vprašanje, ki smo ga namenili predstojnici Zavoda za šolstvo območne enote Murska Sobota. Ja, zelo zanimivo vprašanje, hvala lepa. Šolstvo se ni spremenilo samo v zadnjih 50 let ali pol stoletja, ampak razmere v šolstvu se spreminjajo pravzaprav sleherno leto, sploh pa, če rečemo, zadnjih 5 let se izjemno spreminjajo. Tako da šolstvo je sprememba in to je spremembe so stalnice in pomenijo razvoj, a ne? V tej prireditvi mi je prišlo na misel nekaj in sicer tole, da smo Slovenci pravzaprav ves čas zelo zaupali šoli. In posebej na tej prireditvi se mi zdi, da je tole pomembno, da so naši predniki, torej pogumni možje in žene, modri možje in žene, pravzaprav se zavedali pomena šole, pomena znanja, zato so tudi ustanovili slovensko šolo na Hordeku, hkrati pa seveda kot branik enega slovenstva. In to pravzaprav dediščino odlično nadaljujejo na tej šoli in seveda z vsemi svojimi dejavnostmi peljejo seveda mlade v svet prihodnosti, ki je za nas vse neznan. In lahko samo rečem, da čestitam vsem nekdanjim delavcem šole, ki so tlakovali to pot in seveda vsem današnjim, da naj delajo na tej poti tako odlično še naprej. In seveda iskrene čestitke vsem generacijam učencem ob jubileju. Albert Einstein je zapisal: ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina,
ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke. S temi mislimi zaključujemo naš program, v katerem smo se sprehodili vse od leta 1901 do leta 2021, do leta, ki še traja in ga skupaj s prihodnostjo odpiramo novim, dobrim dogodkom, druženju in bogatenju skupnih spoznanj. Hvala vam, da ste skupaj z nami obeležili ta svečan dogodek. Želimo vam lep večer še naprej. Naslednje dogajanje pa je potekalo na Maleku, kjer je minulo soboto in nedeljo bila 9. likovno-literarna kolonija. Gre za tradicionalno srečanje likovnikov in literatov z območja Prlekije, ki pa so se jim letos pridružili tudi ljubitelji fotografiranja. Na Maleku sredi Jeruzalemsko-Ormoških goric je minulo soboto in nedeljo potekala 9. likovno-literarna kolonija, ki jo tradicionalno organizira območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož v sodelovanju z likovnim društvom Likodo in literarno-kulturnim društvom Prasila Središče ob Dravi. Posebnost letošnje likovno-literarne kolonije je bila udeležba ljubiteljskih fotografov. Tako je, letošnja že tradicionalna 9. likovno-literarna kolonija Malek z naslovom Podobe Prlekije nam je prinesla tudi novost, in sicer literarnim in pa likovnim ustvarjalcem so se pridružili tudi fotografi. Veliko veselje nam je, da je mentorstvo prevzel naš domačin, priznani fotograf gospod Ciril Ambrož. Literarni ustvarjalci ustvarjajo pod mentorstvom gospe Helene Srnec, likovni ustvarjalci pa pod mentorstvom gospe Janje Rudolf. Koliko se vas je zbralo na letošnji koloniji? Tako kot vsako leto je številka tam okrog 30. Je pa res, da nas je letos mogoče še malo več. Kot vsako leto smo v našo družbo povabili tudi dijake naše domače ormoške gimnazije, ki so se kot zmeraj povabilo odzvali, vendar ostajajo mehurčko, torej ustvarjajo nadaljavo, bo pa moč njihove izdelke potem videti na odprtju razstave oziroma na sami razstavi letošnje kolonije. Odprtje razstave del nastalih na minuli koloniji bo v času martinovanja 12. novembra ob 18. uri v Beli dvorani Grajske pristave. Prireditev pa bo tudi ena izmed dogodkov vseslovenskega projekta Rastoča knjiga. Na dvodnevni koloniji je nastalo več kot 40 del na temo Podobe Prlekije. Tema je bila tako zelo široka in ustvarjalci so si imeli možnost dati duška in dati neomejeno pot svoji ustvarjalnosti, naj je to likovna, literarna ali fotografska. Delo mentorjev je svetovanje in ni težko, razloži umetniški fotograf Ciril Ambrož. Ne, vedno je rekel nekdo, ki ve dosti, nekdo, ki ve več, nekdo, ki ve druge stvari, ne? In vsi se dopolnjujemo s tem, da rečemo, vidiš, tu pa lahko dober izdelek skupaj zložimo, ne? Tako da ali je fotografija, ali je pisana beseda, ali je čopič, vse enako, v vsakem so izjemne sposobnosti in samo od nas je odvisno, koliko uspemo to dati naprej oziroma pokazati, prenesti v svoj medij. In kaj je najpomembnejše recimo pri fotografiji po vašem mnenju? V prvi vrsti seveda svetloba, potem pa videti.
Ne? Fotografija vedno nastane v glavi, bi rekel za očmi in fotograf je tisti, ki z opremo, ki jo ima na razpolago, ali je to telefon, ali je to čisto navadni mali kompaktni aparat ali pa najdražja tehnika, spravi to na svetlo oziroma na tipalo, ostalo pa so izkušnje. Ne, izkušnje, delo, vaja, delo, vaja, učenje, gledanje, spoznavanje in potem je seveda napredek. Vi ste mentorica literatom, nastaja kaj zanimivih del? Ja, vsekakor, da nastaja, tako kot vsako leto, kaj naj rečem. Letos smo, mislim, da 4 literati in pa kljub dežju ustvarjamo, ja. In odkot torej jemljete inspiracijo, glede na to, da vreme ni ravno tako, kot bi si želeli? Tudi dež ima svoj čar, bi rekla za začetek, ne, tako da vsako vreme je posebno in samo svoje na nek način, ne. Zdaj pa, ja, kje najdemo inspiracijo? Tako kot vsako leto, ne, saj smo na nek način, Prlekija so nebesa na zemlji, ne, tako da samo malo se okrog pogleda, pa se že kaj najde. S čim se pisateljica Helena Srnec v tem času ukvarja? Ja, s tem času se zdaj trenutno ukvarja Helena Srnec s promocijo knjige Stanka Janežiča, ki smo jo izdali lansko leto. Lansko leto smo recimo tudi izdali Donatis Prleške duše. Zdaj pa nastaja novo delo, ki bo tudi obsežno, verjetno tako kot Prleška duša, ukvarjam pa se z mitologijo oziroma staro pogansko mitologijo, tako da spoznamo v bistvu še nekaj bolj nazaj se vračam, no ali kako naj rečem, ne, še v čas pred krščanstvom in podobno. Pisateljica Helena Srnec je vedno v iskanju novih literarnih izzivov in skrivnostnih poti naše zgodovine, tako da tematika ne preseneča, zato tudi vprašanje o njenih trenutnih aktivnostih v smislu literarnega ustvarjanja. Še največ pa je bilo likovnih ustvarjalcev, ki so se na Maleku zbrali od vsepovsod. Kot je bilo povedano, so letos delovali pod mentorstvom likovne pedagoginje Janje Rudolf, ki se s to nalogo na koloniji srečuje prvič. Zelo biti mentor je zelo prijetno, ne? Všeč mi je, ker imam pač prvič možnost delati z starejšimi ustvarjalci, ker ponavadi delam z otroci, ampak opažam, da pa je tudi nekaj podobnih vprašanj, no? Tako da jaz uživam v tem vlogi. No in kaj recimo, kaj jih zanima umetnike, torej gre seveda za amatere, ne? Kaj jih recimo najbolj zanima? Predvsem se ukvarjajo s svojimi slikami, ne? Ko jim pač ne da miru, da jim pač na sliki nekaj manjka ali pa kaj bi dodali ali če so končali, predvsem te bolj tehnične vprašanja, no, glede same slike. Kaj pa je po vašem najbolj pomembno, ko torej slikar se loti torej svojega dela? Da je s svojim izdelkom zadovoljen, ne? Da je torej zadovoljen, da ve, kaj hoče, da doseže tisto, kar je hotel, kakšen je bil torej njegov načrt. Ko torej je ta cilj dosežen, je slika torej dokončana. Danes dežuje, kako je z motivi? Motivi so večinoma bili začeti že včeraj, pa tudi že prej, veliko jih je prišlo torej že z dodelanimi idejami, tako da mislim, da današnji dež na nikogar ne vpliva. Likovna kolonija že od vsega začetka poteka v sodelovanju s ormoškim likovnim društvom Likodo. Običajno je tako med likovniki največ članov tega društva. Vse več umetnikov pa prihaja tudi iz drugih prijateljskih društev. Tukaj nas je okrog 10 članov, drugače sodelujejo tudi iz ostalih regij in zelo smo veseli in ponosni, da se vračajo že na to 9. tradicionalno likovno kolonijo. Kaj nastaja izpod vašega čopiča? Izpod mojega čopiča pa je tokrat nastala lep sončni zahod za eno čudovito balo. Včeraj jih je bilo veliko več, ampak sem pridno po noči balirala in še samo ena je. Iskrene čestitke in veliko uspeha. Hvala lepa. Zbrani na, lahko torej rečemo, likovno-literarno-fotografski koloniji pa so drugi dan bili deležni posebnega obiska.
Obiskala jih je sekretarka na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, magistrica Minka Jerebič, pisateljica in predsednica Kulturno-zgodovinskega društva Rusalka iz Ljubljane, ter vsestranska kulturna delavka, ki se v tem času ukvarja z raziskovanjem poslanstva in delovanja križniškega reda na ormoškem območju. Tako je obisk likovno-literarne kolonije na Maleku izkoristila tudi za srečanje s priorjem križniškega reda Jankom Štamparjem. Srečanju pa so se pridružili tudi župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, podžupanja Irma Murat in direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport občine Ormož Andrej Vršič, ki so se izkazali kot dobri poznavalci delovanja, a tudi zaslug križniškega reda na Ormoškem. Barbara Podgorelec, vodja območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož, jim je predstavila likovno-literarno kolonijo in izpostavila medgeneracijsko delovanje, ki je vsa ta leta do zdaj ena od značilnosti tovrstnih srečanj na Maleku. Pozdravljeni v Prlekiji, ste prvič tukaj v tem našem koncu? Ne, nisem. Letos julija sem si vzela 3 dni časa in sem bila v Ormožu in sem si ta prleški konc pa malo Prekmurja ogledala, tako da sem malo bolj podrobno spoznala in sem zelo vesela, da sem to naredila. S kakšnim razlogom ste pravzaprav danes tukaj? Danes sem na tej slikarski delavnici, kamor so me povabili, ker vem, da so ta Jeruzalem zelo razgibano območje, ko imate kaj pokazati, ne? In sem prepričana, da bodo slike ravno tako zelo lepe. No, mimogrede sem slišala, da je povezava s križniki, ne? Da v bistvu kaj se dogaja? Ja, to je pa res. Jaz sem 5-6 let nazaj napisala eno knjigo, ki sem raziskovala o savskih brodarjih in ob reki Savi so imeli križniki svojo bolnišnico, ne? In jaz sem poklicala takrat gospoda priorja in mi je rekel, in mi je poslal knjigo, katero sem prebrala pa to, ampak je rekel, če hočem kaj več podrobnosti, ne pa kar pridem sem, pa se bom vse te kraje ogledala, pa on bo pa po arhivih poiskal, ne. In tako me je privleklo to, da sem prišla v Ormož in si to ogledala, te kraje, ne. Za naslednjo knjigo moram pa to še raziskati. Obljubili ste, da pridete na otvoritev razstave del, ki tukaj nastajajo na tej koloniji, kako kaže? Če bom le uspela, bom prišla z veseljem. Kot vidite, mi ni problem ne časa, ne kraj, ne nič, tako da se usedem v avto, se pripeljem in pridem. Pa morda še o takšni amaterski kulturi oziroma o kulturnikih, ki torej ustvarjajo predvsem za svojo dušo, kako jih država podpira? Preko javnega zavoda, pa teh njihovih enot, tako da pa pač lokalna skupnost, kolikor jih podpira, ne. Ni največ denarja pa to, ampak jih pa podpiramo, ne. Tako da sem pa prepričana, da bo v proračunu državnem tudi za take dejavnosti kaj več denarja namenjenega. No, vsekakor je ta amaterska kultura zelo razvita, ne, ljubiteljska torej kultura. Seveda, vsak človek je pač družabno bitje in pač nekaj mora početi in to, kar počnejo likovniki, ali pa tudi na drugih področjih, je pač samo tisto, da pač svojo dušo pokažejo javnosti in pa ne si bodi to preko kiparstva, slikarstva, poezije, proze, tako da sam se spodbujati to. Likovno kolonijo na Maleku podpira tako občina Ormož kot občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Spodbude kulturnim udejstvovanjem občanov so v bistvu že od nekdaj ogledalo vseh 3 občin. Vse kulturne dejavnosti, tako kot likovno-literarna kolonija na Maleku, so velikega pomena za vsestransko promocijo kulture in turizma. Ja, seveda so velikega pomena, vedno daje tisti neki pridih, s katerim s toliko večjim zadovoljstvom si tudi to razstavo ogledamo, nekako nas upada kasneje tudi z našim martinovanjem, tako da se kultura, turizem, so to dogajanje okrog destinacije Jeruzalem Slovenija nekako povežeta. Pa moram reči, da smo tudi v zadnjih letih to zadevo zelo nadgradili, torej kar nastaja tukaj, nekako tudi občina naprej skozi svoj protokol tudi podarja naprej.
Tako kot je bilo povedano, tudi v osnovni šoli Ormož smo v 120-letnici eno izmed del lanskega leta podarili tudi naprej, tako da zadeva živi, tako da ne ostane mogoče kje v kakih prostorih, ampak da se res da tistim, ki si to zaslužijo naprej. No, vi ste po duši športnik, ne? Ampak verjamem, da imate radi tudi kulturo. Vam gre kakšna zvrst umetnosti? Narišemo že, ampak to so bolj, bi rekel, tiste črtaste slike, ne? Ni to, tako kot se tukaj ukvarjajo ti umetniki, tako da vsak čas na kakšen način to narišejo. Bolj, bom rekel, sem drugi tip, tako kot ugotavljate. Moram pa reči, da pa si zelo rad tudi pogledam takšne in drugačne kulturne izdelke, ki nastajajo. Umetniki čisto drugače to, bi rekel, dojemajo, izlijejo svoje čustva tudi na teh svojih izdelkih, tako da zanimivo je to pogledati, no? Vse te predstave, ki jih tukaj udejanjajo. Kako občina podpira takšne, recimo tudi konkretno to kolonijo? Tudi nekaj finančno, nekaj takšne podpore, vedno nekaj nudimo kot občina, tako da se na taki način odzovemo, imamo posluh za takšne zadeve, konec koncev moramo se zavedati, da je to, bi rekel, dogodek večje razsežnosti, se pravi, tukaj se predstavimo res v širine, umetniki k nam pridejo, vidijo vse te lepote, nastaja nekako. Na sliki se izražajo vsa ta čustva umetnikov, ki nastanejo v naši destinaciji. To se mi zdi zelo pomembno, da to zadevo, to tradicijo udejanjamo naprej. Letos je že deveta kolonija, verjamem, da bodo vztrajali in delali naprej. Kljub temu, če vreme ravno ni naklonjeno, so se te zadeve udeležili, tako da še toliko bolj pohvalno vsem organizatorjem, pa vsem tistim, ki radi k nam prihajajo. Res, da deževen dan umetnikov ni motil pri ustvarjanju, vsaj tako so povedali. Ampak sončni oktobrski dnevi sredi jeruzalemsko-ormoških goric pa so vedno tudi tej dvodnevni koloniji dajali poseben čar. Okoli ustvarjalcev se je tako včasih gnetlo obiskovalcev, ki so se v zidanici Malek ustavili slučajno ali pa namenoma in glas o dogajanju ponesli v svet. Letos je kolonijo obiskal tudi direktor Ormoškega javnega zavoda za turizem, kulturo in šport. To pa je bila tudi priložnost za vprašanje, kako bo zavod v bodoče deloval na kulturnem področju. Gospod Andrej, ste vi tudi kaj slikarja, glede na vse vaše talente? Ja, imam kar mnogo talentov, ampak slikarskega pa ne, res ne. No, kljub temu ste danes na likovni koloniji, verjetno to ni slučajno? Ne, ni slučajno, seveda ne, sem bil povabljen strani močne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za ljubiteljsko kulturo, pa tudi zaradi tega, ker je prišla sekretarka ministrstva, pa da smo se spoznali, pa malo kaj dorekli. No, Javni zavod za turizem, kulturo in šport bo kmalu torej tudi prešel na kulturne dejavnosti v občini, ste povedali v svojem nagovoru. Torej, v kakšno smer se bo to razvijalo? Ja, tako res je. Lansko leto, ko se je nastopil mandat, smo najprej začeli z turizmom, da smo ga nekako ukalupili pa nadgradili. Letos smo športno dejavnost, se pravi športni naslov zavoda nekako tudi nadgradili. Naslednje leto bi se pa lotili kulturne dejavnosti, se pravi sektorja, ki je v našem zavodu. Ja, prva zadeva bi mogla biti nekako, da bi dobili zaposlenega, ki bi delal na kulturnem področju, to bi bil eden kulturni menedžer, ki bi pač nekako začel z upravljanjem, jaz bi to tako videl kot nekih kulturnih objektov v občini, ki so vlasti ustanoviteljice, se pravi občine Ormož, ki je naša ustanoviteljica, potem pa seveda je potrebno začeti ukvarjati s programskimi deli. Prva taka zadeva je, ki bi jo lahko v zavodu uvedli brez kakršnih velikih stroškov, pa tega je abonma. Ker kulturni dom bo zdaj prenovljen, se prenavlja že skoraj in potem naslednjo sezono, se pravi 2022-2023 bi začeli najprej z abonmajem. Rečemo tam 4 do 5 predstav čez zimo, kot vemo, ne, mi prleki ali smo po zimi v kleti, pivnicah naših ali pa doma za pečjo, pa bi potem spravili vas v, bom rekel, kulturni hram, Ormoški kulturni dom, pa takaki 5 predstav tam nekje od novembra do marca. To je nekako, bi bilo v programu zavoda, kot že rečeno, z malimi sredstvi, pa velik učinek.
Boste na nek način konkurenca območni izpostavi Javnega sklada za kulturne dejavnosti? Ne, nikakor nismo mi konkurenca. Ne. Območna izpostava tega našega JSKD-ja je ljubiteljska zadeva, mi pa bi se bolj potem lotili profesionalne zadeve, se pravi, da bi sodelovali bolj z profesionalnimi kulturniki, ne samo iz Slovenije, ampak tudi iz tujine, pa mednarodne izmenjave tudi, bom rekel, med umetniki in umetnicami, mislim, ne bi posegali v to ljubiteljsko kulturo. Ljubiteljska kultura je v Ormožu zelo dobro urejena in to ne bi posegali. Bi pa sodelovali, sodelujemo že tudi sedaj. No, tako da je pričakovati, da boste v naslednjem letu tudi že soorganizator te kolonije. Ja, lahko smo soorganizator te kolonije, seveda se treba povezati mednarodno, rečemo tu najprej sosednje države, potem pa še mogoče dlje, odvisno kakšni interesi bodo. Dobro vemo, zdaj smo 2 leti že bili nekako tako zaprti zaradi pandemije, pa tega pa si ljudje niso upali priti, verjamem pa, da bo naslednje leto odprto za vse. Dvodnevno likovno-literarno-fotografsko kolonijo na Maleku je območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož tudi letos organizirala s pomočjo občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, podjetja Puklavec Family Wines ter z donacijama knjigovodstva Plečko in knjigovodstva Iztok Rakovec. Tudi rokometaši Velike nedelje so zadovoljni s pričetkom nove sezone, saj so jo začeli z 2 zmagama. Na drugoligaških rokometnih igriščih je bil odigran drugi krog, kjer je naš predstavnik Velika nedelja po gostujoči zmagi nad Jadranom zabeležil še domačo zmago nad Arkon Radgono. Pot do zmage pa je bila precej težja, kot kaže končni rezultat. Pa si poglejmo, kaj se je dogajalo pri Veliki nedelji. Gostje so se pri Veliki nedelji pokazali v zelo lepi luči in šele ob koncu tekme izobesili belo zastavo. Domačini so tekmo odprli zelo slabo, v obrambi mlačno, v napadu pa brez pravih idej. Posledica slabe igre je bil zaostanek 3 zadetkov v 3 primerih, pri izidu 4:1, 5:2 in 6:3. Že v 9. minuti je z minuto odmora morala reagirati domača klop in šele po kratkem predahu so zeleni začeli igrati kot znajo. Čvrsta igra v obrambi je omogočila nekaj lahkih zadetkov in po delnem rezultatu 7:2 tudi preobrat na semaforju in vodstvo domačih v 25. minuti z 10:8. Z 2 goloma prednosti 12:10 so rokometaši Velike nedelje odšli tudi na odmor. V nadaljevanju boljši začetek Velike nedelje, ki je v 45. minuti povedla s 5 zadetki prednosti 21:16 in imela kar nekaj napadov zapored, da poveča prednost in prečasno odloči tekmo sebi v prid. Z zgrešenimi zicerji in tehničnimi napakami domačinov so se gostje, nekrivi in nedolžni, s serijo 4 zaporednih zadetkov približali na le 2 gola zaostanka, 21:19. Zadnjih 10 minut tekme pravi obraz Velike nedelje, ki je z delnim izidom 5:1 prišla do končne zmage z izidom 26:20. Matej Žunič, lokalni derbi, na koncu zmaga Velike nedelje, ampak verjetno ste zadovoljni z odporom proti domači ekipi. Ja, malo je zmanjkalo, malo vzroka, malo kondicije, mogoče kakšna dvomljiva sodniška odločitev. No, na koncu zaslužena zmaga Velike nedelje. To je bila vaša druga tekma, oba poraza, kakšni pa so cilji za naprej? Ja, gremo iz tekme v tekmo, probati koga presenetiti. Moramo iskati zmage na teh nam podobnih ekipah, Kronos, ne vem, Kočevje, pa take ekipe. Lokalni derbi, sosedski derbi, vseeno ima neko čar. Ja, seveda, čeprav to z leti že izginja, ker ti mlajši igralci več ne vejo, kaj to je borba, žar, lahko rečem skoraj, da je že vseeno, ne. Jaz sem še od te starejše generacije, starejše, ko sem že pred nekaj leti začutil tisti pravi derbi, ko so to bili res na nož prave borbe. Tako, Peter Zorec, kapetan Velike nedelje, danes druga zmaga v tem novem prvenstvu.
druga izborjena na zelo težak način proti danes zelo dobri ekipi Radmani. Ja, naj povem, da že prva tekma v Jadranu je bila super, tam smo res proti pričakovanju odigrali. Druga tekma, lokalni derbi, to imamo vsi radi, i igralci, tudi gledalci. Nismo si predstavljali, da bo Radgona tako čvrst oreh. Sicer smo v drugem polcajtu strnili glave, smo poprijeli malo v obrambe in hvala Bogu zmaga tu. Ja, mislim, da je bila obramba na solidnem nivoju, v napadu pa kar veliko rezerve. Ja, v rezerve predvsem veliko tehničnih napak. Tudi lahko je bila včasih žoga malo bolj hitra, ampak nima veze, glavno zmaga je, smo tisto poprijeli v obrambe, smo dovolj stisnili, koliko nismo v napadi in ne vem, mislim, da še hvala Bogu, da vidimo, da imamo rezerve, tako da smo pripravljeni na tretjo tekmo in tretjo zmago, ne. Pri domačih sta vratarja zbrala 11 obramb, Ijan Mesarec 8 in Žan Firšeruga 3. Žiga Borko je dosegel 6, Enej Kovačec 5, Niko Sovič in Matej Nidorfer sta bila uspešna po 4-krat. Pri gostih je Marko Cotič dosegel 8 in Matevž Žunič 6 zadetkov. V tretjem krogu Velika nedelja odhaja v goste k Novi Gorici, ki je enako kot Velika nedelja začela prvenstvo z 2 zmagama. Nogometaši Ormoža so v medobčinski nogometni zvezi Ptuj, prva liga, zanesljivo ugnali Rogoznico. Tako se bodo v drugem delu prvenstva borili za najvišje mesto. V medobčinski nogometni zvezi Ptuj, prva liga, se je s tekmami 7. kroga končal prvi del sezone. V tem krogu je vodilno središče bilo prosto. Ormož pa je v športnem parku Mestna Graba gostil zadnjo uvrščeno Rogoznico in jo premagal s teniških 6-0. V prvem polčasu je padel le en zadetek, avtor le tega je v 24. minuti bil Nik Prapotnik. V drugem polčasu pa odličnih 15 minut Ormožanov, ki so od 46. do 58. minute mrežo Rogoznice zatresli kar 4-krat in povedli s 5-0. Na 2-0 je v 47. minuti povišal Borut Zorec. V 52. minuti so gostje kar sami zatresli lastno mrežo, v 55. minuti je na 4-0 povišal Adrijan Trstenjak, Aljaž Lah pa je bil strelec zadetka v 58. minuti za 5-0. Končnih Ormož Rogoznica 6-0 je v 72. minuti postavil Borut Zorec. Ja, današnja tekma, lepa zmaga, mislim, da nam je uspelo prikazati en lep nogomet, odlično so dečki prikazali tekmo, odlično odigrali, se borili in na koncu zasluženo zmagali. Sama sezona se je začela odlično, odprli smo serijo odličnih tekem, tudi zmagali. Potem nek padec proti Središči, dobra igra, nekoliko manj sreče, poraz. Potem naslednja tekma, poraz in sedaj odlično spet proti konci same zmage. Tako da mislim, da smo pri vrhu, pomembno bo spomladanski del, da se potrudimo, zmagamo čim več, koliko je le mogoče in upamo na najvišja mesta. Pa sem kar zadovoljen, ni se šlo v 2 tekmah tako po naših planih, kak smo planirali, ampak dobro, to je nogomet. Zadnja tekma, evo, zmagali smo, čestitam fantom, ki so resen zgarali, posebej drugi polcajt. V prvem polcajti gostje so odigrali klasični bunker oziroma kar grčevito so se dobro borili, nismo uspeli prebiti linije. Ustvarili smo si kar šanse, ampak nismo realizirali. V prvem polcajti, posebej pa v drugem polcajti. Tu je segment, na katerem bomo še mogli podelati. Drugače pa sem zadovoljen kar z igro. Pa z celo sezono pa vsem skupaj. Jaz moram reči, da sem v celoti zadovoljen z vsem, kar se je dogajalo v preteklosti. Mislim, da smo naredili pri članski ekipi korak naprej. Predvsem pri tem, da imamo zadostno število domačih, predvsem pa mladih igralcev, kar se je videlo tudi danes. Saj vsako tekmo igrajo 2-3 mladinci, ki so pač perspektiva našega kluba in na tem moramo nadaljevati. Kar se tiče samega jesenskega dela, moram reči, se nam je zgodil en kiks, pa ne bom rekel, derbi je derbi, tisto smo zgubili z Središčem, ampak dejansko kiks se nam je zgodil na tekmi v Podlehniku. Ne vem sicer, kaj je bil razlog, ampak to je za nami. Mi moramo prezimiti, mogoče še v obrambne vrste kakega štopera pripeljati, ostalo pa bomo gradili na tem, kaj imamo.
Tako, skozi zimski del smo že zmejani, imamo skupne termine za treninge skozi zimo, tudi v telovadnicah, tako da delali bomo maksimalno, pripravili bomo se maksimalno in probali bomo nadoknaditi toti izgubljeni izkupiček, ki ga še lovimo, ne. Središče bo s 16 točkami prizemilo na prvem mestu, sledita Pragersko s 13 in Ormož z 12 točkami. Po 6 točk so zbrale kar 3 ekipe, Tržec, Podlehnik in Hajdoše. Na 7. mestu brez točk je Rogoznica. Prvenstvo v Medobčinski nogometni zvezi Ptuj, prva liga, se nadaljuje meseca marca 2022. V prvi slovenski futsal ligi je bil odigran 5. krog. Na Ptuju smo pospremili sosedski derbi med Ptujem in Ljutomerom. 5. krog prve slovenske futsal lige je prenesel 4 tekme, na katerih je padlo 22 zadetkov oziroma nekaj več kot 5 zadetkov po tekmi. Kobariški Oplast je na domačem terenu 4-0 odpravil Mlinše. Tilen Leben je zadel mrežo Mlinš v prvem, Nejc Kovačič, David Lah in Rok Bešter so bili natančni v drugem polčasu. V derbiju kroga je Dobovec 5-3 premagal vrhniški Siliko, ki se v Rogaški Slatini predstavil v lepi luči. Domačini so povedli z goloma Roka Mordeja in Luke Periča v 2. in 11. minuti. 4 minute kasneje je izid že bil izenačen na 2. Na 2-1 je znižal Uroš Đurić, Teo Turku pa se je ponesrečil avtogol. Do odmora sta v 16. in 20. minuti za vodstvo Dobovca 4-2 še zadela Žiga Čeh in Teo Turk. Aljaž Končan je v 30. minuti znižal na 4-3. Končen izid, Dobovec 5, Siliko 3, pa je v 34. minuti s svojim tretjim, dvakrat v nasprotnikovo in enkrat v lastno mrežo postavil Turk. Litija je s 3-1 odpravila Škofijske Bronxe, katere je v 20. minuti v vodstvo popeljal Dejan Bojkič. Brazilca Da Silva dvakrat in Mota enkrat sta poskrbela za preobrat v drugem polčasu. Za našo televizijo smo gostovali na Ptuju, kjer se je v Ljudskem vrtu odvil sosedski derbi, ki je se prikazano igro zadovoljil pristaše futsala. Gostitelji so napadali prvo prvenstveno zmago in so v tekmo krenili silovito, ter v prvem polčasu nadigrali goste iz osrčja Prlekije. Izid prvega polčasa je bil 3-0 v prid Hiše Daril. Izkušeni Borut Ručna je zadel za 1-0. Na 2-0 je povišal Jeremy Bukovec, ki pa si je pri zadetku pomagal z roko, kar pa ni opazila sodniška dvojka. Dario Markič je s svojim tretjim prvenstvenim zadetkom poskrbel za prednost 3 golov. V nadaljevanju pa popolnoma drugi obraz Meteor Plasta, kateremu je skoraj uspel čudežni preobrat. Prvi zadetek za Prleke je v 23. minuti zatresel Adrian Trstenjak. Že minuto kasneje pa je ptujsko zasedbo šokiral Aljaž Goznik. V nadaljevanju tekme pa zagotovo daleč najboljši posameznik vratar Hiše Daril Klemen Anžel, sicer bivši vratar Meteor Plasta. Slednji je poskrbel, da Ljutomerčani niso rezultata izenačili. V 37. minuti je Alenu Rujsu zaustavil celo 6-metrovko. To so situacije, ki so dejansko 50-50. V tem primeru sem jaz izpadel kot neke vrste junak, da tako rečemo, tako ste rekli. V nasprotnem primeru pa lahko gostje zabijajo in se potem res na krilih še bolj podžgani vračajo v tekmo. V zadnjih 2 minutah je ljutomerska ekipa poskušala s 5 igralci v polju in ob napaki pri podaji dovolila, da je Markič v zadnji 40 minuti zatresel prazno mrežo za končni izid Hiša Daril Ptuj 4, Meteor Plast Ljutomer 2. Tekma je bila res zelo zanimiva, mislim, da so imeli gledalci kaj videti, napeta, izenačena. Če smo videli v prvem polčasu vodstvo 3-0, pa neko, da rečemo, razliko, ki se je zdela že skoraj varna, so se potem gostje fenomenalno vrnili in še enkrat več dokazali, da so res ekipa, ki imajo ubijalske protinapade, ki se bori do konca in na koncu smo res trpeli, močno trpeli, da smo izvlekli te za nas še kako pomembne 3 točke. Kaj je po tvoje odločilo današnjo tekmo? Dejansko je bil prelomen trenutek, bi lahko bil prelomen trenutek v tekmi, ko smo imeli dejansko priložnost za 4-0, pa nismo zabili, potem so se v začetku drugega polčasa smo mi stopili slabo, gosti so se dvignili in tam se je dejansko tekma lomila. Nekaj priložnosti na obeh straneh je ostalo neizkoriščenih
Tako da mislim, da če bi se tam prelomilo do konca, da bi šlo res v smer gostov, ampak na koncu tudi naša ekipa je pokazala karakter, zdržali smo in upam, da je to dobra popotnica za naprej, da se bomo začeli dvigati po lestvici in da proti koncu sezone stopnjujemo formo. Kakšni pa so bili občutki igrati na derbiju današnjem? Lokalni derbi je vedno nekaj posebnega. Tako da jaz mislim, da so tudi igralci pustili danes pač srce na igrišču in da so gledalci imeli kaj videti. Mislim, da je derbi upravičil pričakovanje. Zdaj pa bi še te prosil na kratko, če malo začetek, štart opišeš, pač ocena letošnjega štarta oziroma tekem. Ja, naša ekipa je imela na začetku težki razpored, vedeli smo, na to smo se dobro pripravljali, ampak to ni izgovor dejansko, da smo v prvih 3 tekmah zbrali samo 1 točko. Želimo si več, upamo na več, zdaj gremo po več, danes je to začetek tega in res, če je bila prva tekma proti Dobovcu dobra, res dobro smo odigrali, smo zvlekli remi 2-2, kar vemo, kaj proti Dobovcu pomeni, smo potem proti Litiji in pa proti Siliku zdaj ostali dolžni, da tako rečem. In upam, da nam bo to motiv za naprej, da se bomo znali dvigniti in res odigrati po naših najboljših močeh, tako kot znamo. Ja, v tekmo smo prve minute šli slabo, sploh prvi polčas. Ko smo bili v nekem krču, sploh nismo prišli naprej. Nasprotnik nas je res dobro pokrival. Polčas smo izgubljali 3-0. Potem smo se pa med polčasom malo pogovorili. Drugi polčas pa mislim, da bil dosti boljši. To tudi pokaže rezultat. Reci mi, kaj je odločilo po tvojem mnenju današnjo tekmo? Jaz bi rekel, da take male individualne napake. Sploh prva 2 zadetka sta bila ful podobna. Na koncu smo pač tvegali z igralcem golmana, druga nismo imeli. Kako pa je bilo recimo občutki na derbiju danes igrati? Ja, občutki so dobri, pa moram reči, da ko me čakam povratno tekmo pri nas doma, pa mislim, da še nismo rekli zadnje. Pa še na kratko, kako bi ocenil začetek, štart te sezone? Začeli smo to sezono zelo dobro. Zdaj imamo 5 točk, škoda, da nismo danes prišli do nobene. Začetek sezone smo imeli malo lažji razpored, zdaj pa prija težja tekma, to je bila prva težjih. Za nas doma čaka Dobovec, potem pa že gostovanje v Litiji. Na lestvici vodi Siliko z 12 točkami, pred Dobovcem, ki ima tekmo manj in 10 točk. Litija je s 7 točkami tretja, Meteor Plaz 5 točkami četrti. Sedijo Oplas 5 točk, Mlinše, Hiša Daril in Dobre Polje 4 točkami, 9. mesto zasedajo Bronxi, ki so pri 1 točki. V 6. krogu futsal spektakel v Ljutomeru. V športno dvorano Šic v petek 15. oktobra v 20:30 prihaja aktualni prvak Dobovec, sicer tudi udeleženec Lige prvakov. Tujsko zasedbo Hišo Daril čaka v petek 15. oktobra v 20. gostovanje v Zagorju pri Mlinšah. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga lepo pestrite z unikatno obleko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Podjetje Obsen d.o.o. za inovativne energetske rešitve, optimizacija stroškov energije, projektiranje, svetovanje in nadzor, inženiring in vzdrževanje v energetiki, izgradnja in montaža razsvetljave,
proizvodnja elektroenergetskih naprav, trženje električne energije. Obsen DOO, Ljutomerska cesta 30, Ormož, v službi prihodnosti. Pristno slovensko, prijetnega vonja, polnega okusa. Na voljo tudi s ptujskim česnom in ptujskim lukom. Vse od polja do olja, Jeruzalem sad. Sem Tim Gajser, sem član AMZS, kaj pa vi? Ker si car, naj ti bo za varnost mar. Izbira je tvoja, se vidimo na Vranskem. AMZS, pravi prijatelj. Tako, veliko prijetnih, tako družabnih kot športnih dogodkov je za nami. Naj tako tudi ostane. Vse dobro vam želimo in vas v našo družbo vabimo prihodnji teden. Za danes pa hvala za pozornost in nasvidenje.